v Pančatattva tempelj v tem mrzlem, sivem popoldnevu. In upam, da se prijetno počutite tukaj v naši družbi, ob petju Mahamantre in ob poslušanju o Krišni in temah, ki so povezane z njim. Torej, kot je že naša draga Mandi Tangi povedala, da je sedaj pred nami še teh zadnjih 5 dni meseca Kartika, ki so pravzaprav Krišni še posebej dragi in imajo še posebno moč. Tako da tudi, če do sedaj nismo nič kaj dosti upoštevali teh ugodnosti, ki jih imamo v tem mesecu, namreč, da bi naredili kakšno službo za Krišno, še vedno imamo čas. In lahko zdaj naredimo v teh 5 dnevih, ponudimo lučke gospodu Damodarju, preberemo kaj o Krišni, se družimo z baktami. Vsi vi, ki ste tukaj v templju, to vsekako že delate. In mogoče boste navdušeni, da boste to počeli še naslednjih par dni do konca Kartika. In to bo resnično za vašo veliko, veliko duhovno dobrobit. In bomo kar začeli z temle našo projekcijo. Torej, še vedno smo v tem mesecu Kartiku in kot veste, kako zelo ugodno je, da v tem mesecu posvetimo naš čas in našo energijo Krišni. In to je pravzaprav najbolj ugodno, da počnemo v svetem mestu Vrindavani. Ker če to lahko naredimo v Vrindavani, potem dobimo še dodatno dobrobit, še 1000-kratno dobrobit. Ampak večina nas, vsaj vsi mi, ki smo danes tukaj, nismo uspeli oditi v Vrindavano, ampak smo ostali tukaj, daleč stran. Pa vendarle bi vas rada vse opogumila, kajti tudi, če smo daleč stran od Vrindavane, to še ne pomeni, da ne moremo biti v Vrindavanu. Zaradi tega, ker Vrindavan je pravzaprav mesto, ki se ga da doseči z našo zavestjo. Dejansko Vrindavan ni fizična lokacija. Čeprav imamo na tem planetu, imamo Vrindavan, je fizična lokacija in je vsekakor izredno ugodno, da gremo tja. Pa vendarle, živeti v Vrindavani ne pomeni samo, da mi gremo tja, da si kupimo letalsko karto in odpotujemo v Vrindavano. Ampak je to dejansko stanje zavesti. In tudi, če smo recimo fizično v Vrindavanu, pa nimamo te prave duhovne zavesti, ampak se ukvarjamo z materialnimi, materialističnimi stvarmi tam, potem nismo dejansko v Vrindavanu. In obratno, tudi če smo tukaj v Sloveniji, v Ljubljani, ki je tako daleč stran, pa če smo v mislih zatopljeni v Vrindavan in v teme, kvalitete in zabave Krišne in njegovih spremljevalcev, potem dejansko smo v Vrindavanu. In to bomo danes pravzaprav poskusili narediti v tem kratkih 30 minut, ki jih še imamo na voljo. Bomo poizkusili iti na potovanje v Vrindavan in to z pomočjo nekih meditacij na neke podobe iz Vrindavane. In s pomočjo tega bomo naš naše misli, našo inteligenco in našo zavest poskušali zatopiti v Vrindavan in Krišno. Tako da vas vse vabim, da se odpravimo. V Upadešamriti, nektarju duhovnih napotkov, lahko beremo vers, to je 8. vers, ki je pravzaprav velja za najpomembnejšega oziroma za bistvo vseh teh napotkov, ki jih lahko najdemo v tej knjigi. In sicer
bistvo vseh teh napotkov je, da smo ves čas popolnoma zatopljeni v Krišno. Seveda na različne načine. Da pojemo o njemu, da poslušamo o njemu, se pogovarjamo o njemu, meditiramo na njega, na njegovo transcendentalno podobo, na njegove lastnosti, zabave in se tako spominjamo pravzaprav njega ves čas. In to, kar bomo mi sedaj naredili, bo ena takšna majhna praksa, en majhen poskus te zatopitve misli v podobe Vrindavana in Krišne in upam, da bo vsaj tistim, ki ste tukaj gostje, ste mogoče prvič tukaj ali prvič poslušate takšne stvari, da vam bo spodbuda, da bi to potem še kdaj počeli. In vsi ostali bakte, ki pa že redno prakticirate, pa upam, da vam bo tudi še ena spodbuda več, da greste še malo globje, ker se vedno da iti še malo globje v meditacijo o Krišni in vseh njegovih spremljevalcih in Vrindavanu. In najprej bomo začeli z nekimi podobami iz narave v Vrindavanu. In sicer to sem vzela iz 20. poglavja knjige o Krišni, oziroma 20. poglavja 10. speva Šrimad Bhagavatama. Seveda, to so samo neke izbrane podobe, tam jih je veliko več, ampak naš čas je omejen, tako da ne moramo si privoščiti, da bi se posvetili vsem. In torej, naša prva podoba iz narave, iz Vrindavana, na katero se lahko malo osredotočimo, je tale slika vode in sicer razna jezera in pa druga vodna telesa. Ko pride jesen v Vrindavanu, se voda umiri in se očisti. Zaradi tega, ker pred prihodom jeseni je v Vrindavani deževno obdobje, monsun. In v tem monsunskem obdobju je veliko dežja in veliko neviht, ki povzročajo seveda nevihte, vemo, kaj je veliko vetra in veliko nalivov je, povzročajo, da so vode so kalne, zemlja postane blatna, ampak ko pa pride jesen, pa začnejo pihati nežni vetrovi in sonce postaja zopet močnejše in posuši vse blato in vode se očistijo in postanejo mirne. In ta prispodoba teh voda, ki postanejo mirne, se lahko primerja z človekom, ki si je pridobil znanje in tudi postane miren v sebi, v svojem srcu, v svoji notranjosti. Vse tiste nevihte, ki jih povzročajo vplivi sil materialne narave, vplivi nevednosti, vplivi strasti, ki povzročajo toliko razburkanja v naših življenjih, toliko drame, toliko težav, toliko bolečine, se sedaj umirijo. In človek postane bolj nekako ustaljen v vrlini. Vrlina pa je tista sila narave, ki nam dovoljuje, da smo lahko mirni, da smo lahko zelo notranje zadovoljni in da lahko osredotočimo svojo pozornost na duhovno naravo, na naše duhovne aktivnosti, na naše duhovno napredovanje, na kultiviranje bhakti, danosti do Krišne. In to je tudi povezano z različnimi obdobji v življenju, še posebej, ko človek pride do 50. leta, nas vede opozarjajo, da takrat je treba narediti konec vsem tem aktivnostim,
ki so usmerjene samo za naš ekonomski razvoj in za preživetje in za uživanje v tem svetu. Po 50. letu pride čas, da se obrnemo navznoter in da začnemo kultivirati svoje notranje življenje, da začnemo kultivirati svoj odnos z Krišno, z vrhovno božansko osebnostjo, z vrhovno dušo, ki je duša vseh duš in ki je tudi nam najdražja, čeprav se morda tega v tem trenutku ne zavedamo tako zelo. Pa vendarle vsak od nas hrepeni po njem in po zelo intimnem odnosu z njim. Gremo naprej na naslednji. Naslednja podoba, ki jo lahko vidimo v jeseni, v Vrindavani, so majhni tolmunčki, v katerih se voda začenja vse bolj nižati. Gladina vode se začne zmanjševati. In to zaradi tega, ker prej so v deževni dobi so narasli, je bilo zelo veliko vode, sedaj pa je odvečna voda vsaj stekla, močno sonce povzroča, da voda izhlapi in tako postane voda zelo plitka. In tukaj imamo zdaj drugo podobo in sicer vidimo tele ribice, ki plavajo v tej plitki vodi. In ta prispodoba, torej te ribice, ki plavajo v plitki vodi, trpijo zaradi tega, ker jih močno jesensko sonce peče, ker ni dovolj vode, ki bi jim dala zavetje. Tako da sončni žarki segajo do njih in one občutijo to vročino tega močnega jesenskega sonca. In ta primer se usporeja z primerom človeka, ki je popolnoma zatopljen samo v svojo družino in kako bo to družino svojo preživel, kako bo jo preskrbel, kako bo užival tudi v tej družini. In pri tem ne more krotiti svojih čutov, kaj pravzaprav pomeni, še posebej, da ima veliko otrok. Veliko otrok, več pravzaprav, kolikor jih lahko preživlja brez velikih težav. In ker ima tako veliko družino in mora delati tako zelo hudo, ves dan. In včasih še tretjo izmeno. In še vedno ne dobi dovolj denarja, da bi jih lahko preživel. In čuti to žgočo vročino tega življenja. Prav tako, kako te majhne ribice. In zaradi tega se nam pravzaprav vede dajejo na svet, da je dobro, da poskušamo malo obvladati svoje čute in se jim dajemo samo do določene mere, ne preveč, zaradi tega, ker če gremo predaleč, bo to vedno imelo takšne posledice, da bomo morali občutiti tisto žgočo vročino trpljenja, ki pride kot posledica pretiranega uživanja naših čutov. In to je zdaj še ena slika. Tale slika prikazuje riževa polja. In sicer vidimo, kako so riževa polja ograjena z takimi ogradami, ki so pravzaprav narejene iz blata, ampak so dovolj visoke, da lahko zajezijo riževo polje. In zakaj to kmetje naredijo? Torej v jeseni se kmetje zavedajo, da ne bo več veliko dežja. Ne bo več veliko dežja, kolikor vode je zapadlo v deževni dobi,
toliko jo je sedaj na tem riževem polju, sedaj pa bo samo sonce žgalo in suša bo. In zaradi tega morajo resnično poskrbeti, da bo ta voda ostala na riževem polju in da ne bo iztekla iz riževega polja, ker potem ne bi mogel riž obroditi, ne bi imeli dobrega pridelka. In na to se pravzaprav usporeja oziroma primerja, je kot analogija za tiste, ki prakticirajo jogo in ki želijo dejansko napredovati do samospoznanja in še naprej. Oni tudi ogradijo svojo zavest na ta način, da kontrolirajo svoje čute. Ker ko kontrolirajo svoje čute, lahko ohranijo svojo življenjsko energijo in preprečijo, da bi stekla ven. Ker če ne obvladujemo svojih čutov, potem naša energija, naš čas, naš napor gre, enostavno se nam spolzi med prsti in gre in nam ne ostane več dosti energije, da bi mi lahko negovali svojo duhovno rast, svoje duhovno napredovanje. Se izčrpamo. In to je zopet še ena analogija, ki se pravzaprav še posebej nanaša tudi na to življenjsko obdobje po 50. letu. Ker ko smo še mladi, imamo veliko energije za vse, kar želimo početi. Ko pa enkrat smo prišli do 50. leta, potem pa je energija omejena. Nimamo več neskončnega izvora energije, kot se nam zdi v mladih letih, ko lahko počnemo, kar hočemo. In če ne bomo te energije nekako ohranili, nekako zadržali, ne bomo imeli dovolj moči, da negujemo naše duhovno življenje. Da dejansko pridemo do spoznanja o tem, kdo smo mi, kakšna je naša prava narava in kakšen je naš odnos z Vsevišnjim Gospodom, s Krišno. In zato je zopet tukaj ta ista stvar, kako potrebno je, da poskušamo obvladovati naše misli, naše čute in na ta način ohranimo to svojo življenjsko energijo. In zdaj gremo na naslednji. Tole je pa zdaj čisto druga podoba, čisto druga slika. In sicer vidimo kristalno jasno nočno nebo posuto z zvezdami, ki je bleščeče in sijoče. In to se primerja z duhovno zavestjo človeka, ki je dosegel pravzaprav samo spoznanje, ki je doumel, ki je realiziral to znanje, izved in ki pozna svoj odnos z Krišno. Primerja se pravzaprav z čistim srcem tega človeka. Zaradi tega, ker on je dejansko v svojem čistem srcu lahko, njegovo čisto srce sije, prav kakor to nočno nebo v jeseni. In on lahko dejansko užije to neizmerno srečo, ki jo prinaša spoznanje našega pravega jaza, kdo mi resnično smo, ki jo prinaša spoznanje naše prave narave, ki je polna blaženosti. No, to je bilo torej nekaj teh podob iz jeseni. Zdaj smo šli malo tako, samo malo si pogledali naravo. Zdaj pa gremo malo bližje Krišni in sicer si bomo pogledali različne podobe
različnih živih biti, ki so premične ali pa nepremične, kako se odzovejo na zvok Krišnove flavte. Zaradi tega, ker v Vrindavanu Krišna igra na svojo flavto in to on počne samo v Vrindavanu in nikjer druge. In ta njegova flavta je mistična in zvok te flavte povzroči, da vsa živa bitja, ki slišijo to flavto, zbudi v njih to izredno močno in globoko ljubezen, ki jo čutijo do Krišne. In so v bistvu kot začarani, ko zaslišijo zvok te flavte. In si bomo zdaj pogledali, kaj pravzaprav se dogaja z njimi. Torej, prva podoba tukaj, ki jo imamo, so pavi. In sicer, ko pavi zaslišijo zvok Krišnove flavte, začnejo plesati kot nori. Čisto so navdušeni, čisto so blaženi. In pavi so tudi še posebej, Krišna jih izredno privlači. In to zaradi tega, ker Krišna je temnomodre barve, in to je pavom zelo, zelo všeč, ker jih spominja na barvo tega temnomodrega monsunskega oblaka. In pavi vsakič, ko vidijo te temnomodre monsunske oblake, začnejo plesati. In tako tudi, ko vidijo Krišno, jih to tudi spodbudi, da plešejo. In ne samo, da pavi plešejo, ko slišijo Krišnovo flavto, ko vidijo Krišno, ampak Krišna tudi pride in pleše skupaj z njimi. Obstaja ples, ki se prav imenuje pavji ples. In včasih Krišna pleše ta ples. Prav posebne vrste ples je to. In takrat vsi pavi pridejo k Krišni, ga obkrožijo in potem delajo takšne prav posebne korake, razprejo vse svoje, ta svoja lepa peresa. In potem na koncu, ko Krišna pokaže vse svoje mojstrovine v tem plesu, so pavi tako navdušeni nad njim, da mu želijo nekaj dati kot darilo. In kot darilo mu poklonijo svoja peresa. In Krišna je zelo hvaležen in sprejme ta pavja peresa in si jih zatakne za svoj turban. In vemo, da je Krišna poznan po temu, da vedno nosi pavje pero v svojem turbanu. In to je prav v znak tega svojega prijateljstva z pavi. Ker obstaja prav poseben odnos med pavi in pa Krišno. Dobro, gremo na naslednjo. No, to je pa zdaj ena čisto druga podoba. In sicer ta podoba pa prikazuje oblak. Zdaj, oblak pa bi lahko rekli, to pa sploh ni živo bitje. Samo v Vrindavanu so tudi oblaki živa bitja. Ampak tale oblak je pravzaprav malo drugačen od drugih prebivalcev Vrindavane. Zaradi tega, ker oblak je pravzaprav, lahko bi rekli, da je tujec, saj je prišel od nekod drugod, priplaval je po nebu in potem je prišel nad Vrindavano. Ampak ker je prišel v Vrindavano in ker je imel to priložnost, da lahko vidi Krišno in njegove prijatelje in njegove zabave, je tudi ta oblak postal zelo, zelo poseben. In ko je ta oblak tako lebdel nad Krišno, si je nenadoma zaželel, da bi naredil neko službo za Krišno.
Ne samo, da ga gleda, ampak da bi nekaj naredil za njega. In je videl, kako v tem močnem soncu, sončnem popoldnevu je mogoče Krišni malo vroče in mogoče je Krišna malo utrujen. To si je mislil oblak. In hkrati je tudi mislil ne samo Krišna, ampak tudi njegovi prijatelji. Njegovi prijatelji, pastirčki, tudi telički in krave. Tudi oni so verjetno malo izmučeni zaradi te sončne vročine in bi si želeli malo osvežitve. In tako se je on potem odločil, da se bo še povečal in da bo zastrl nebo, da bo zastrl sonce in da bo Krišno poškropil z drobnim, kot pršcem bi lahko rekli. Ne prav dežjem, ampak drobnimi kapljicami, podobnimi drobnim cvetovom, da bodo nežno osvežili Krišno in pa njegove prijatelje. In tukaj lahko pravzaprav vidimo, kako oblak nam daje eno zelo dober vzor, ker oblak ne samo, da želi služiti Krišno, ampak želi služiti tudi njegove prijatelje. In pravzaprav velja, da tisti, ki želi zadovoljiti Krišno, ga lahko zadovolji, če služi njega. Ga lahko zadovolji, ampak mogoče pa tudi ne. Ampak tisti, ki pa služi njegove bakte, njegove spremljevalce, tiste, ki so dragi Krišni, tisti pa bo sigurno zadovoljil Krišno. In to se lahko naučimo tudi od tega oblaka. In tukaj je še ena podoba. Tukaj vidimo Krišno, ki sedi na bregu reke, to je verjetno Jamuna. In sicer, kaj se zgodi z rekami, še posebej z reko Jamuno, ko zasliši ta zvok Krišnove flavte. Ko Jamuna zasliši zvok Krišnove flavte, se zelo vznemiri. In se začne vrteti, njena voda se začne vrteti v vrtincih. In včasih pravzaprav celo se njen tok ustavi ali pa celo začne teči v obratni smeri. Če je Krišna, če mogoče Krišna bolj na drugi strani, potem bo ona začela v obratni smeri teči, da bi tekla bolj bližje k njemu. In ko tako teče, če potem ima priložnost, da Krišna pride do njene obale, potem bo ona z rokami svojih valov bo prišla do Krišne in bo objela njegova lotosova stopala. In pri tem postane tako radostna, tako blažena, da si želi še nekaj narediti, si začuti, to ni dovolj, sedaj objemam Krišnova lotosova stopala, ampak moramo še nekaj podariti. In potem mu podari še lotosove cvetove, zopet z rokami svojih valov. In to je potem njena daritev Krišni. Dobro. In naslednja slika, ki jo imamo, je o pticah. In to gopje, majhne deklice, pripovedujejo svojim mamam in pravijo, mama, poglej, tam na drevesu, na vejah, sedijo ptice. In te ptice so čisto nepremične in z zaprtimi očmi poslušajo zvok Krišnove flavte. In srkajo globoko vase ta zvok Krišnove flavte. One so prav kakor ti veliki modreci.
In pravzaprav lahko tudi izvemo, da dejansko so nekatere od teh ptic so bile v svojih prejšnjih življenjih zelo veliki modreci, ki so živeli v votlinah in so meditirali na absolutno resnico. In so prišli do takšnega duhovnega spoznanja, da jim je sedaj dovoljeno, da lahko vidijo Krišno, ampak še vedno se pa držijo malo stran od njega, nimajo direktnega kontakta z njim, ampak skrivajo se po drevesih, včasih izza listov in gledajo Krišno, opazujejo njega in njegove prijatelje in njihove zabave. In kadar Krišna igra na to svojo flavto, potem pa se potopijo v meditacijo na ta prečudoviti zvok in uživajo neizmerno blaženost. No, in potem imamo še naslednjo sliko. Tukaj pa vidimo srnico. Ker vse živali, ko slišijo to Krišnovo flavto, se njihova ljubezen do Krišne jih tako močno prevzame, da morajo nekaj narediti, nekako odreagirati na to. In kaj naredijo srne? Srne se približajo k Krišni, čisto blizu k njemu in ga začnejo gledati. In mu pošiljajo te nežne, ljubeče poglede. In na ta način one njega pravzaprav častijo. In ko se gopje pogovarjajo o vseh teh različnih živalicah in pač tudi o rekah in o oblakih, ki slišijo Krišnovo flavto, so pravzaprav malo zavistne na srne. In sicer pravijo, srne so veliko bolj srečne kot pa mi, zaradi tega, ker srne pridejo čisto blizu k Krišni skupaj z svojimi možmi. Ker tudi srnjaki pridejo zraven z srnami in srnjaki spodbudijo svoje žene, naj gredo k Krišni in naj častijo Krišno. Gopje pa pravijo, me pa nismo tako srečne, ker naši možje pa ne marajo, da pridemo k Krišni. Ker srne so pravzaprav zelo mile in nedolžne živalice. In Krišna, ko on vidi, kaj srne počnejo, kako pridejo k njemu in kako ga gledajo s temi ljubečimi pogledi, je zelo zadovoljen. On dejansko sprejme to kot ljubeče darilo, kot čaščenje. Tako da to velja tudi za nas. Ko pridemo v tempelj, če pridemo pred božanstvo Krišne ali pa tudi Pančatatve, če gledamo božanstva z ljubeznijo, je to tudi daritev za božanstva in bodo zadovoljni z našo daritvijo. Ker Krišna dejansko, to, kar on dejansko sprejme, je ta ljubeča naklonjenost v našem srcu. In en način, kako jo lahko izrazimo, je tudi z ljubečim pogledom. No, in zdaj se bližamo koncu. Tukaj imamo pa še eno res prečudovito podobo. In sicer tole so pa krave in pa telički. Ko krave in telički zaslišijo zvok flavte, popolnoma
lahko bi rekli, popolnoma onemijo, popolnoma postanejo nepremične, sploh se ne morejo več premikati. In krave obrnejo svoja ušesa navzgor, tako da njihova ušesa postanejo kot čaše, ki pijejo zvok Krišnove flavte. In tako one vzamejo globoko vase ta čarobni zvok flavte. In njihovi majhni telički, ko pa oni slišijo zvok Krišnove flavte, čeprav so prej mogoče pili mleko in imajo še polna usta mleka, tudi popolnoma okamenijo in jim mleko kar kaplja ven iz ust in samo gledajo Krišno in ga skozi svoje oči ga sprejmejo vase in ga skrijejo globoko v svoje srce. In ko ga skrijejo v svoje srce, ga objamejo. In pri tem uživajo neskončno blaženo srečo. Sedaj se bomo mi poslovili od Vrindavana in teh čudovitih podob. Ampak to ne pomeni, da vi sami ne morete nadaljevati. Lahko že danes nadaljujete, ko pridete domov, preberete malo več iz knjige o Krišni ali pa Šrimad Bhagavatama, poglavje 20. in 21. poglavje. In to ne samo danes, ampak tudi jutri. In pravzaprav naši duhovni učitelji in ačarje nam resnično svetujejo, da Shishi Panchatattva ki jai, Shishi Gurnita ki jai. Da če želimo obogatiti to našo meditacijo na Hare Krishna mantro, našo jutranjo džapo, ko nam večini nas, ki smo še bolj na začetku naše duhovne prakse, nam bega sem in tja in razne misli o materialnih stvarih prihajajo. Če si pomagamo s tem, da med tem, ko mantramo svoje kroge, vzamemo mogoče majhen premor, 5 minut in preberemo par teh zgodbic, potem bodo naravno prišle te misli in te podobe v naš tudi med tem, ko mantramo. In to nam bo veliko pomoč, da bo naše mantranje postalo bolj kvalitetno in bolj duhovno prežeto. Tako da bomo se še bolj lahko približali Krišni. Zahvaljujem se vam za pozornost in mislim, da moramo kar končati zdaj. Bomo šli na naslednji del našega programa, kar nam bo povedala Mandi Tangi. Hvala vam, Hare Krishna. Hvala lepa.